Pozdravljeni biki, torej če ste v ascendentu biki, imate luno ali sonce v biku, v tem videu vam bom predstavila, kaj vas čaka v tem novem letu 2025. V tej napovedi se bom drugače dotaknila več področji, torej področje kariere, poslovanja, financ, zdravja, pa tudi ljubezni, izobraževanja, družine in potovanj in seveda splošne slike vašega leta. No pa kar začnimo, kaj se bo dogajalo. Najprej bom malo predstavila najpomembnejše tranzite, potem bom pa začela z splošno napovedjo. Torej Saturn bo do aprila dalje v vaši 11. hiši, saj se bo 29. marca 2025 premaknil v znamenje Rib. Jupiter bo v vaši drugi hiši, saj se od 14.5.2025 premakne v dvojčka, Rahu in Ketu pa boste od maja, to je od 29.5.2025 naprej, prehajala vašo 10. in 4., torej bo se vstopila v znamenje Vodnarja in Leva. No pa gremo najprej na področje vaše kariere, torej kaj se vam bo dogajalo. Torej leto 2025 bo izjemno leto za vašo kariero, ker že na začetku leta boste imeli odličen tranzit v vaši 10. hiši kariere, ker Saturn bo namreč do konca marca v vaši 10. hiši. On pa seveda tej hiši vlada in se tu zato počuti odlično. Nato pa bo Saturn prišel v 11. hišo, ki predstavlja hišo dobičkov in koristi, kar je pa seveda tudi povezano z vašo kariero. Prav tako bo Rahu v 11. vse do konca maja, kasneje pa bo prišel iz 11. v 10. hišo kariere in posla. Tukaj lahko malefični planeti, ki so drugače, lahko rečemo, malefično pomeni zlohotno, zlohotni, to so planeti Saturn, Rahu in Ketu, celo Mars, v tej 10. hiši ti planeti delujejo lahko zelo, zelo dobro. In zato bojo ti tranziti, torej Saturn, do konca marca v 10., pa potem v 11., pa Rahu v 10., v maju, torej bojo to za vas dobri tranziti. Poleg tega bo Jupiter od maja do oktobra gledal na vašo hišo kariere, zato bo ta čas zelo ugoden, torej za pomemben napredek v vaši karieri, torej za pomemben profesionalni napredek, lahko torej glede kariere, službe. Jupiter bo tukaj prinesel več možnosti za napredek in tudi priložnosti za menjavo kariere ali pa za vzpon vaše kariere. Zdaj v svojem poklicnem življenju tako lahko dosežete veliko, lahko pridobite vodilni položaj ali celo dosežete zelo visok položaj, naprimer lahko dosežete vodilno mesto, naprimer mesto šefa, lahko celo direktorja, če seveda boste imeli to možnost in izpolnjujete potrebne kriterije. Rahu vam v 10. hiši od konca maja lahko tudi prinese slavo, moč, prestiž, ugled, napredovanje, torej večje priložnosti. Poleg tega, da je Rahu v 10. hiši, je tudi v svojem znaku, v Vodnarju in se seveda tukaj zelo dobro počuti. In kaj je pa seveda potrebno, da boste uspešni? Potrebno je seveda, da se trudite, torej da delate, da ste predani in vam bo šlo zelo, zelo dobro. Tukaj meje ni, kako visoko se lahko povzpnete v svoji karieri v letu 2025. Torej, tukaj je res, to je res dobro obdobje za vas. In to celo leto je za vas res ugodno, če boste seveda v karieri delovni, če boste vztrajni, strpni, potrpežljivi, potem lahko dosežete res veliko v tem letu. Poleg tega bo tudi Jupiter oktobra prišel v vašo 3. hišo, kjer se bo zelo dobro počutil, ker bo egzaltiran, bo zelo dobro postavljen in bo tudi gledal na vašo 11. hišo prihodkov in dobičkov. In to pomeni, da vam takrat napredovanje verjetno ne uide. Zelo verjetno je napredovanje v tem času. Prav tako se lahko uresničijo želje glede selitve na tuje, naprimer lahko zaradi novih kariernih priložnosti, lahko napredovanje v lastni organizaciji, v organizaciji, kjer delate v službi, lahko napredujete, lahko boste se premestili na neko drugo lokacijo, lahko bi prišlo tudi do neke zamenjave ekipe, kolegov, vodje, ampak vse to bo za vas pozitivno. Seveda pa se vam lahko povečajo tudi prihodki. Torej, to leto je res za vas zelo, zelo dobro, kar se tiče kariere in prihodkov in sanje glede tega se vam lahko res letošnje leto uresničijo.
In seveda lahko rečem, da leto 2025 je za vašo kariero res dobro leto. Če seveda boste delovni, a ne? Ker Saturn sploh, torej Saturn, če trdo delaš, če si priden, če si vztrajen, potrpežljiv, potem ti daje velike nagrade. Posebej Saturn. Zdaj pa, če gremo na poslovanje posel, torej vaše poslovanje, a ne, vaše poslovno področje se bo od aprila dalje postopoma izboljševalo. Do konca marca bodite sicer zelo previdni in pozorni pri poslovni dejavnosti in se izogibajte nepotrebnemu tveganju, ker obstaja neka možnost izgub. Od aprila naprej pa se bodo stvari počasi začele obračati na bolje, opazili boste pozitiven trend na poslovnem področju, tako v prihodkih kot v dobičku, lahko tudi boste sklenili neke nove pogodbe dobre. Lahko boste pridobili konkurenco, lahko boste pridobili prednost pred vašo konkurenco, tudi to se vam lahko zgodi. Torej, tudi kar dobro leto za posel. Od junija dalje bo situacija še veliko boljša, z večjimi prihodki, ki vas lahko čakajo v tem času, lahko dobite torej več denarja, dobiček se vam lahko zviša in stroški zmanjšajo. Zdaj, če razmišljate o nečem novem, naprimer o nekem novem podvigu, odpiranju novega podjetja, začetku novega posla, bo pa najboljše obdobje od 18. oktobra do 4. decembra. To obdobje bo posebej ugodno za take poteze, seveda pa pod pogojem, da ste tudi sami v nekem ugodnem obdobju, torej da vaš rojstni horoskop podpira vse to, te vaše poslovne dejavnosti. To je pa seveda odvisno od vaše individualne rojstne karte. No, če pa gremo na finance, torej na splošno bo vaše finančno področje skozi celo leto kar dobro, Saturn bo vplival na vašo 11. hišo, prav tako Rahu, saj sta to oba planeta, ki se v hiši dobičkov in prihodkov iz več verov zelo dobro izkažeta, torej Rahu sploh daje več prihodka oziroma več verov prihodka, prav tako Saturn lahko daje tudi dobro finančno sliko in dobre prihodke. Jupiter, ki pa 11. hiši vlada, bo pa prav tako dobro postavljen in seveda zato pri vas obstajajo možnosti za bonuse denarne, za napredovanje in s tem tudi povišanje plače za nove vire prihodkov, torej finančno vam kaže v tem letu kar dobro. Denarni tok v povezavi z vašo službo, poslom je videti zelo močan in tudi je vidno, da če ste imeli neke pretekle naložbe, bojo iz tega pozitivni rezultati išli. Torej, iz vaših preteklih naložb tudi lahko pridobite finančne vire, torej se vam lahko finančno obrestujejo pretekle naložbe. In nasplošno je vaše finančno področje stabilno in ko bo leto šlo proti koncu, boste občutili večjo finančno stabilnost, večjo varnost glede financ in tudi večjo finančno neodvisnost. Sploh leto 2025 je leto, ko lahko delamo na finančni neodvisnosti, ker je to leto 9 in 9 predstavlja finančno neodvisnost. In zato je seveda velika podpora za to. Kaj pa vaše zdravje? Torej, nasplošno bo zdravstveno področje skozi celo leto za vas dobro, ni nekih večjih težav ne vidim pri vas, tudi ne nekih negativnih vplivov. Zdaj seveda upoštevajte vsakodnevne pomembne stvari za zdravje, to so redna vadba, joga, meditacija, sprehodi, preživljanje časa v naravi, uživanje pravilne prehrane, torej uravnotežene zdrave prehrane, pa boste dobro, boste tudi imeli visok nivo energije. To leto je za vas, kar se zdravje tiče, kar v redu. Seveda, za vas bi bilo zelo dobro, da se vključite v kakšen tečaj, lahko fitnesa, plesa, borilnih veščin, nekega hobija, česarkoli, nečesa, kar vas veseli, kar vas navdušuje. Ker kakršenkoli tečaj bi bil letos za vas zelo, zelo dobra izbira. Posebej v oktobru. No, pa če gremo naprej na ljubezen, torej leto vam kaže kar dobro na področju ljubezni, še posebej od aprila naprej. Za samske obstaja možnost, da nekoga spoznajo, s katerim bodo našli skupni jezik in bodo začeli neko dolgoročno stabilno razmerje.
In v tem letu je velika verjetnost, da se razvijajo razmerja, ki bojo trajala na dolgi rok. Zdaj za pare, ki pa trenutno doživljajo neka nesoglasja ali težave v odnosu, bo od aprila naprej prišlo do občutka olajšanja, ker se bojo te težave postopoma reševale in odpravljale. Kaj pa poroka? Torej za tiste, ki se želite poročiti, se ustaliti, obdobje po aprilu videti obetavno, ampak najboljši čas za poroko je pa letos od 18. oktobra do 4. decembra, ker bo Jupiter takrat zelo, zelo dobro postavljen v vaši 3. hiši in od tam bo vplival in aktiviral vašo hišo poroke. In zato je to zelo ugodno obdobje za vse dejavnosti, ki so s poroko povezano. Za pare, ki so že poročeni, ki ste že poročeni in trenutno doživljate težave v zakonu, bojo te težave prisotne do konca marca, ampak od aprila dalje pa pride do velikega olajšanja, ker bo Saturnov težak vpliv na vašo hišo odnosov, torej ta Saturnov vpliv na hišo odnosov se bo umaknil takrat, ne bo več prisoten. Jupiter bo vplival na vašo hišo odnosov in zakona in Jupiter je dobrohoten planet in bo prinesel veliko olajšanja, mir, harmonijo, razumevanje. Poleg tega bo pa vladar 7., ki je pri vas Mars, tudi od junija dalje podpiral to področje. To pomeni, da se lahko ponovno spostavi izgubljena iskra v zakonu, občutki ljubezni pa skrbi do zakonca se lahko ponovno ukrepijo, torej več bo harmonije, več bo ljubezni, a ne v tem času. Torej, če vas skrbi za zakonca, če ga imate radi, ga torej poslušajte, poskušajte rešiti odnos, bodite potrpežljivi do takrat in boste seveda izboljšali odnos. In z napredovanjem leta bo čas za poročene pare postal veliko boljši. Kaj pa izobraževanje? Torej, če hodite v osnovno šolo ali pa srednjo šolo ali pa opravljate študij na dodiplomski ravni, bo obdobje okoli 29. marca kar zahtevno, ker bo potrebno vložiti veliko truda in trdega dela, zato da bi dosegli dobre ocene, ampak od aprila naprej se bo pa situacija malo izboljšala in bo čas za študij veliko boljši, boste bolj sproščeni, lažje vam bo. Do takrat bo pa kar naporno. No? Za višje izobraževanje, torej študenti, ki nadaljujejo magistrski študij, doktorski študij, je videti, da bo čas kar precej ugoden in se bo skozi leto še izboljševal. Za tiste, ki si prizadevajo za sprejem na želene fakultete, pa ostaja velika možnost, da bodo to dosegli, še posebej po mesecu aprilu in maju. Takrat bo zelo dober čas tudi za to. Od maja dalje bojo tranziti v tej smeri bolj stabilni, zato je to obdobje videti odlično za vse zadeve, ki so povezane z višjim izobraževanjem, torej kakršnokoli izobraževanje boste šli, bo takrat zelo ugoden čas. Če imate družino, torej tisti, ki imate otroke, je nasplošno videti, da bodo odnosi z njimi kar stabilni, posebej od aprila naprej, vendar v prvih 3 mesecih leta pa lahko pride do manjših vzponov in padcev v odnosu do vaših otrok, oziroma v odnosu z vašimi otroki. Od aprila in maja dalje bo pa to področje bolj urejeno, bolj stabilno. Saturn bo prinesel stabilnost, ki si jo želite v odnosu z otroki. Seveda pa boste morali vložiti svoj čas, trud, preživeti več kakovostnega časa z njimi, ampak seveda bo to pomagalo okrepiti vašo povezanost, razumevanje z otroki in seveda vse to bo prispevalo k bolj harmoničnim odnosom. Kaj pa potovanja? Torej, na področju kratkih potovanj je videti, da bo leto ugodno, brez večjih težav na tem področju, še posebej meseci oktober, november in december bodo prinesli veliko kratkih potovanj. Ta potovanja bi bila lahko povezana z mreženjem, druženjem, obiskovanjem zabav, dogodkov, ampak ta potovanja bojo večinoma prijetna in jih bo verjetno kar veliko. Kar se pa tiče dolgih potovanj ali počitnice, pa časovni okvir videti ugoden skozi vse leto. Torej, priporočljivo je, da izkoristite čim več priložnosti za dolga potovanja, ker je leto za vas ugodno, torej za potovanja. Ta potovanja lahko prinesejo koristi tudi za vaše karierno področje. Če razmišljate o selitvi v tujino zaradi nove zaposlitvene priložnosti, je letošnje leto tudi zelo ugodno za takšne selitve in tudi za dolga potovanja v tujino, torej v povezavi z kariero, naprimer. Če ste potovanja odlašali in čakali na pravi trenutek, je to leto za vas res idealno, da uresničite te svoje načrte. No, kakšen je torej povzetek?
Torej, leto 2025 bo za vas izjemno leto, skoraj na vseh področjih, torej finance, kariera, dobri prihodki, celo zakonsko življenje se bo z napredovanjem leta izboljšalo, odnosi bodo postali boljši, izobraževanje je videti kar dobro, precej obetavno, potovanja bodo brez težav, torej to bi lahko rekla, da je to leto za uresničitev vaših sanj. Ampak svetujem vam, da si zastavite merljive, dosegljive cilje, ter si prizadevate za njihovo uresničitev na katerem koli področju, ki vam je seveda pomembno. Posebej to velja v prvih 3 mesecih, ko bo Saturn, torej v vaši 10, torej si morate postaviti jasne cilje, kaj želite doseči in potem vam bo seveda lažje in boste tudi bolj uspešni. Torej, z vloženim trdim delom in trudom boste zagotovo poželi sadove svojega dela v tem letu. Seveda pa to posebej velja za tiste, ki ste tudi v pravih obdobjih. To pa seveda lahko izveste, če se naročite na mojo osebno Jyotish analizo. Imam zdaj tudi akcije, še v januarju, vse so navedene na moji spletni strani, torej na spletni strani oracleoflight.org in seveda lahko to izveste. Torej, če ste v pravih obdobjih, ki vas podpirajo za neke določene stvari, ki si jih seveda želite uresničiti v tem letu. Zdaj pa še poglejmo tudi malo v tarot. Torej, po tarotu je to leto 9, torej 2025 je leto 9, to je leto puščavnika. To karto drugače tudi predstavlja Saturn, to je zanimivo. Torej, puščavnika predstavlja Saturn, torej kot sem rekla, planet dela, vztrajnosti, prizadevnosti, torej truda. Drugače pa izzivi tega leta, torej so borba, moč, torej bomo že utrujeni, ko bomo hoteli doseči neke cilje, samo če se bomo potrudili, če bomo delali, potem lahko letos torej smo bogato poplačani, lahko zelo veliko dosežemo in tudi več zaslužimo. Tudi lahko delamo na svoji finančni neodvisnosti, ker leto 9, torej tudi 9 predstavlja finančno neodvisnost. Drugače pa lahko nas bojo letos, bi nas lahko precej tudi skrbelo, lahko bi nas trle skrbi, težave, imeli bomo občutek, da imamo veliko ovir pred sabo, lahko bi nas mučila nespečnost, more, zato pazimo na tem področju, torej da se veliko gibamo, da smo veliko v naravi, potem bomo tudi bolje spali, ker to leto bo v tej smeri torej kar težko leto, ker 9 predstavlja lahko tudi 9 mečev, ki je tudi povezana z 9, lahko predstavlja nespečnost, more, strahove, obup. Ampak kot sem rekla, če bomo pridni, delovni, če si bomo prizadevali, če si bomo zastavili realne cilje, bomo pa bogato želi, to pa ja. Čaka nas lahko tudi sreča, uresničenje želja, če smo bili v preteklosti pridni, bo to leto poplačilo našega truda. In pa to leto je drugače tudi precej karmično leto, ko bomo dokončno prekinili z nekimi ljudmi, s katerimi nekako ne rezoniramo več. Torej bomo prekinili neke odnose, predvsem odnose, ki za nas niso več dobri. To je tudi 9 zelo dobra. Torej za prekinitev odnosov in pa tudi škodljivih razvad in navad. Tudi to. Tako da seveda, če ste na primer ponočevali, predolgo ostali budni, pa ste bili potem zaradi tega nespeči, torej to je dobro leto, da s tem prenehate. Torej borba, moč, lahko skrbi, strahovi, obup in nespečnost, drugače pa nam to leto prinaša obilje, samostojno srečo in uresničenje želja. No, zdaj bi pa še za bike pogledala, kaj vam kažejo karte. Torej najprej za posel na splošno, potem pa še za ljubezen in za zdravje. Pa gremo najprej za posel. Torej, kaj vam karte kažejo? Kaj bikom kažejo karte za posel? Pa poglejmo. Tale je kar padla ven. Torej, tale kraljica diskov. Torej, finančno vam bo šlo super.
Torej, finance vam kažejo zelo dobro, boste zelo stabilni, zastavili si boste realne cilje in boste potem v smeri teh ciljev tudi, boste šli v smeri teh ciljev. Torej, kraljica diskov je nekdo, ki je stabilen, prizemljen, ki trdo dela, da doseže svoje, ampak potem je tudi bogato poplačan. No, to vse, kar sem razlagala. Dobri prihodki vas čakajo v poslu. Torej, postavili si boste res dobre cilje, dobro se boste organizirali, zdaj nam je pa ena karta dol, pa jo bomo pobrali. Dobro se boste organizirali, lahko boste sklenili neko zelo, zelo dobro pogodbo, kaže vam v tem letu zelo dobro sodelovanje. Torej, vse to, kar ste delali v preteklosti, torej to vaše trdo delo se vam bo zelo obrestovalo, imeli boste boljše prihodke, nov vir prihodkov se vam tudi lahko odpre, podpisali boste lahko neko zelo dobro pogodbo in vzpostavilo se bo neko zelo dobro sodelovanje. Če ste v službi, torej če delate v neki službi, pa ne delate sami, boste tam imeli nekega zelo dobrega partnera, ki bo z vami zelo dobro sodeloval in boste imeli v službi zelo dobre odnose. Vse preteklo delo se vam bo obrestovalo. Boste tudi veliko delali torej, na družinskih odnosih. Zdaj gledamo bolj posel, kariero. Torej, delali boste na neodvisnosti, zato da bi bili lahko več z družino. Torej, tudi devetica diskov se je pokazala zelo dobro, vam kaže v financah res. Dobri prihodki, nov vir prihodka, s podpisom neke pogodbe ali pa torej z nekim novim delom, ki ga boste sprejeli, boste tudi več zaslužili ali boste pa napredovali, torej zelo dobro vam kaže. Boste tudi pohvaljeni, tudi boste dobili priznanje za vaše delo, vaš vrednostni sistem bo zelo visok, lahko bi se tudi izobraževali v tem letu. Tako da v karieri vam kaže res zelo dobro. Tako kot sem vam po Jyotishu povedala, vam tudi tukaj zdaj po kartah kaže res napredek, uspeh, boljši prihodki, dobri dogovori, dobro poslovanje, uspeh v karieri. Ena moška oseba vam bo pomagala, spreminjali boste tudi vzorce, torej spreminjanje vzorcev, drugače pa res sodelovanje zelo dobro, prihodki dobri, res vam dobro kaže v karieri. No, zdaj pa poglejmo še ljubezen, torej za bitke na splošno, kaj vam kaže v ljubezni. Torej, v ljubezni boste imeli v prvi polovici leta res malo težav, torej glede s partnerjem, glede sodelovanja, torej kako sodelujete, kako se pogovarjate, veliko boste morali delati na tem, na komunikaciji. Boste imeli občutek ujetosti v neko situacijo, drugače vas pa čaka lahko preselitev s partnerjem, lahko prenova doma, lahko neko praznovanje, veselje. Torej, s partnerjem res prva polovica leta bo težka, boste malo prizadeti, torej malo boste imeti občutke žalosti, nezadovoljstva. Potem se vam pa situacija precej izboljša, ker se boste s partnerjem več pogovarjali, lahko boste tudi kam šla na kakšno potovanje, boste se imela lepše, partner vam bo dal tudi neko zelo dobro ponudbo, torej tisti, ki ste v nekem razmerju, če niste poročeni, bi lahko dobili ponudbo torej za poroko. Ker boste se znašli na razpotju in se boste morali odločiti, kako naprej s partnerjem. Ker v prvi polovici leta vas lahko malo prizadene ta partner, kasneje bo pa skušal to popraviti in vam bo dal neko zelo dobro ponudbo, ali za potovanje, ali za zakon, ker se boste znašli na razpotju. Paziti se morate, da se ne bi šli kakšnih igric, predvsem bo v tem letu bo v ospredju spoštovanje, torej koliko vas partner spoštuje, koliko vam pomaga, tudi bojo spomini na preteklost. Tisti, ki ste samski, bi lahko srečali ljubimca, prijatelja, simpatijo iz preteklosti, lahko tudi iz otroštva. In tisti, ki ste samski, boste zagotovo vstopili v neko novo razmerje in boste se tudi znašli na razpotju, ko se boste morali odločiti, kaj narediti, ampak vam kaže kar v redu. Torej, za poročene, za tiste, ki ste v vezi, se vam kaže torej proti koncem leta stabilizacija,
predtem nekaj težav, tisti, ki ste pa samski, boste pa verjetno stopili v razmerje, torej boste se znašli na razpotju, se boste morali odločiti. Ali boste nadaljevali samsko življenje, ali vstopili v razmerje, to je pa seveda vaša odločitev, ampak priložnost pa bo. Pa pomembno, ne? No, pa gremo še za bike, pa kaj te karte skozi mi padajo. Torej še za bike, poglejmo še za... No, pa še zdravje. Torej za bike, kaj vam pa kaže na zdravju? Za zdravje na splošno, torej tam sem videla pri področju, da ni nekih posebnosti, ampak dajmo pogledati, na kaj morate paziti. Biki, kaj morate paziti? Torej, vaše zdravje bo kar stabilno, dvojni organi, torej ledvica, potem pljuča, roke, noge, kolena, torej noge, ušesa, oči, torej za ženske rodila, za moške prostata. Drugače vam pa kaže kar stabilno zdravje, nič ne kaže nekih, bom rekla, takih večjih posebnosti, ampak morate pa paziti, torej lahko bi šli sicer na kakšen poseg, ki pa ne bo, bom rekla, ne vem kaj. Paziti morate tudi na nihanje pritiska. Drugače imate pa kar stabilno zdravje, no, boste pa uvedli neke spremembe. Verjetno pri prehrani, gibanju, boste se mogoče več gibali, boste uvedli več zdrave prehrane. Drugače vam pa kaže kar stabilno zdravje, ni nekih težav. Je pa pri vas tako, da ne smete preveč torej ne smete samo govoriti, morate tudi kaj narediti. Torej, če rečete zdrava prehrana, morate potem tudi jesti zdravo, ne. In če rečete, bom se več gibal, morate potem se tudi spraviti ven, ne, iz kavča. Tako da to je to. No, biki, torej želim vam uspešno, srečno leto 2025 in s tem vas lepo pozdravljam.